V ljubljanskem odboru NSi smo se zaradi načina ob sprejemanju občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana odločili podati prijavo suma korupcije in klientelizma Komisiji za preprečevanje korupcije. Pri tem nas je predvsem vodila želja po dvigovanju politične kulture, ki je v zadnjem času padla na izredno nizek nivo. Na to opozarjajo tudi ugledni predstavniki naše družbe. Ravno pred dnevi smo lahko slišali generalno pravobranilko Sodišča Evropskih skupnosti, dr. Verico Trstenjak, ki je izpostavila, da bo morala Slovenija na tem področju še precej postoriti. Pri tem pa seveda smo prepričani, da so izjemnega pomena vsi varuhi zakonitosti v naši državi, tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Predvsem pa je pomembno njihovo sprotno, hitro in pa učinkovito ukrepanje. Od komisije zato tudi sami pričakujemo takojšnje ukrepanje, pa v skladu z določbami zakona sprotno obveščanje, najkasneje v 30 dneh, v kakšni fazi postopek je in pa seveda tudi ukrepanje. Po našem prepričanju je pri sprejemanju odloka sporen prvič sam postopek sprejemanja odloka, drugič neupravičena obogatitev družb ali oseb, ki so povezane z županom, tretjič manipulacija s predlogom protikorupcijskega davka in četrtič pa gotovo izjemnega pomena kršitev načela javnosti. Rada bi se dotaknila vsakega očitka posebej, torej kar se tiče postopka sprejemanja odloka. Prostorski načrt je županova večina potrdila po več kot očitno izsiljenem mnenju Ministrstva za okolje in pa tudi ob grobih kršitvah določb postopkovnih pravil Mestne občine Ljubljana. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da morajo biti pred sprejemom prostorskega načrta pridobljena vsa soglasja nosilcev urejanja prostora in tudi odločba o presoji vplivov na okolje. Glede na to, da je bilo tekom faze priprave odloka še v zadnji fazi, v zadnjem tednu spornih oziroma neusklajenih precej rešitev, menimo, da je bil ugotovitveni sklep, ki ga je samo 2 dni, torej samo 2 dni pred sprejetjem odloka podpisal minister za okolje, dr. Roko Žarnič, podpisan pod pritiski predlagateljev odloka. Zato predlagamo revizijo vseh postopkov pridobivanja soglasij nosilcev urejanja prostora, revizijo pridobitve pozitivne odločbe o presoji vplivov na okolje in tudi revizijo ugotovitvenega sklepa o usklajenosti, ki ga je podpisal minister za okolje. V nadaljevanju naj se dotaknem druge točke, nesorazmerna obogatitev zaradi spremembe namembnosti, predvsem z osebami, ki so povezane z županom, špekulativnost pri določanju namembnosti nezazidljivih parcel v zazidljive parcele, ki so jim očitno botrovale tudi izrabe notranjih informacij, je dodaten razlog, ki nam narekuje to prijavo. Tretji očitek, to je manipulativnost pri predlogu protikorupcijskega davka. Župan in podžupan sta se zavzela za obdavčitev spremembe namembnosti in s tem tudi vrednosti zemljišč. Četudi bi bil tak zakon sprejet, lahko z gotovostjo trdimo, da ne bi mogel veljati za spremembe, ki so nastale s sprejetim odlokom, saj Ustava Republike Slovenije prepoveduje povratno veljavo pravnih aktov. Predlagani davek strani mestne oblasti je samo pesek v oči, preusmeritev pozornosti in manipulacija z državljani, saj ta ne bi imel učinka za tiste lastnike zemljišč, ki se jim je povečala vrednost in so registrirani na Cipru ali pa povezani z županom. Je pa delo Komisije za preprečevanje korupcije olajšal sam podžupan, saj je korupcijo glede sprejetega načrta potrdil kar sam. Navajam izjavo Janeza Koželja, takole je rekel: Vsi prostorski načrti v Sloveniji so koruptivni.
In še zadnje, glede na redosled dogodkov, pozivamo tudi komisijo, naj skrbno preveri, ali ni bila pobuda o protikorupcijskem davku obljuba župana in podžupana vladi oziroma njenim ministrom in ministrstvom za izdajo pozitivne odločbe. In še zadnja pomembna kršitev, ki je bila storjena ob sprejemanju odloka, to je kršitev načela javnosti. Sam predlog občinskega prostorskega načrta, kot smo že večkrat opozarjali, v celoti ga ni bilo mogoče nikoli videti. Potrebne priloge, zemljevidi, okoljsko poročilo, pripombe in odgovore nanje niso bili dostopni širši javnosti, prav tako pa niso bili navedeni finančni učinki predloga odloka. Predlog ni bil dokončno pripravljen niti do seje odbora za urejanje prostora in urbanizem in gotovo je to z vidika preglednosti postopka nesprejemljivo. Tukaj obstaja dvom, ali tak način sprejemanja ni bil zaradi prikrivanja informacij in to je nedvomno sporno. Kaže na očitno netransparentnost priprave in sprejemanja, seveda pa tukaj ne moremo izključiti, da tudi ni šlo za nedovoljene pritiske na pripravljalce potrebnih soglasij, na uslužbence Mestne občine Ljubljana, ki so pripravljali predlog odloka za umestitev določenih zemljišč v odlok za spremembo namembnosti. Zgled, ki ga je trenutna ljubljanska oblast pokazala s svojim ravnanjem, je izrazito negativen. Moralo pa bi biti ravno nasprotno, prav lokalne ustanove morajo biti tiste, ki so prvi obraz države. In povsem se strinjam s tistimi, ki pravijo, kako pa bo državljan zrastel v spoštovanju in zaupanju do javnih institucij, če je obraz države, ki se zrcali najprej v lokalnih institucijah in ustanovah, vrljiv in odvraten. In vsi ti očitki, navedbe in razlogi so bili povod za našo odločitev prijave suma korupcije in klientelizma pri naši komisiji za preprečevanje korupcije.